Moje ime je Dala. Sem Tijan. Sem Trina. Sem Stela. Sem Matjaž. Sem Ula. Sem Tija. Sem Kaja in izkusila sem vrstniško nasilje. Izkusil sem vrstniško nasilje. Doživela sem vrstniško nasilje. Sem žrtev vrstniškega nasilja. Bil sem zasmehovan. Sem bila zasmehovana. Sem bil deležen strahovanja. V šoli so se norčevali iz mene. V šoli so se norčevali iz mene. V šoli so se norčevali iz mene. Premagala sem strah. Odločil sem se, trdno stojim. In govorim. Bila je sošolka, kar mislim, da 5 let enostavno me ni prinesla mojega karakterja, ni prinesla moje prijaznosti. Mi je bilo zelo strah iti v šolo. Imela sva isto pot, izogibala sem se ali malce ali kosila, samo da je ne bi videla. Začela sem se manj družiti s sošolci, ker dejansko sem mislila, da vsi govorijo in mislijo samo o meni. Ko si ti v nekem svojem svetu, se zapreš vase. Vsi so bili šokirani, ker niso vedeli, da se to dogaja meni, nasmejani, pozitivni, odlični učenki in plesalki, že takrat uspešni. Rekla je v joku, histeričnem joku: Janika, tebi je lahko, tebe imajo vsi radi, ti si tak sonček, dobra si v šoli in doma te imajo najrajš. Potem je nadaljevala, mene pa nimajo. Sem ugotovila, da je vse to, vsa ta leta nadlegovanja so izhajala iz dejansko žalosti in nesreče v njej. Resnica vedno pride na dan in ti se ne smeš spremeniti zaradi ostalih. Ti moraš biti še naprej dober človek, delati dobro in inspirirati s tem druge ljudi okrog sebe, da so dobri. Odloči se, zberi pogum, trdno stoj in spregovori. Trdno stojte, spregovorite, bodite to, kar ste, bodite iskreni. To je prava pot in to so prave besede za dober dan. Vsem vam, ki ste tu v dvorani, en lep pozdrav. Posebej pa med nami pozdravljam vaju, spoštovana predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Maja Makovec Brenčič. Hvala, ker ste tu. Toliko vas je, prišli ste z vlakom z vseh koncev Slovenije in z vseh šol tukaj ob morju. In veste kaj, lepo bi bilo, da mi vsi skupaj tukaj v tej dvorani pozdravimo vas tam za televizijskimi sprejemniki in skupaj zakričimo naslov tega dogodka. Pomagajte mi. Trdno stoj, spregovori, naj nas slišijo. Trdno stoj, spregovori. Hvala. Hvala vam. Hvala za vaš glas. In ker živimo ob morju in je tukaj dvojezično območje in to spoštujemo, bom vse vas pozdravila tudi v italijanščini, saj so med nami tudi šolarji šol z italijanskim učnim jezikom. Grazie a tutti voi, benvenuti a Capodistria. Ci ha riuniti qui un evento molto speciale che ne sono certa aprirà i nostri cuori. Tu smo, da vsak zase in vsi skupaj se upremo nasilju in ustrahovanju med mladimi. To lahko storimo s kulturo, s spoštovanjem, ko jaz spoštujem tebe in ti spoštuješ mene. Zato zares hvala, da ste tu, da smo skupaj v televizijskem prenosu na nacionalnih frekvencah televizije Slovenija in ta prenos gledate tudi
sočasno seveda po vseh slovenskih šolah. Ampak ne samo to, z nami ste tudi na družabnih omrežjih, to je Facebook, Instagram, Twitter. Seveda bomo veseli vaših zapisov, vaših komentarjev, ampak pritisnite lojtro in označite trdno stoj, stand strong, Nik Vujčič in Slo in seveda Nik Vujčič. Zdaj pa na oder prijazno vabim ministrico za izobraževanje, znanost in šport, doktorico Majo Makovec Brenčič. Samo mikrofon vzamem. Dobrodošli. Dober dan, Bonifika. Kako ste? Spoštovani predsednik, dragi Nik, spoštovane učenke, učenci, dijaki, dijakinje, učitelji, učiteljice, ravnatelji, ravnateljice, direktori, direktorice, spoštovani dragi športniki, spoštovani gospod olimpionik, spoštovani vsi, ki verjamemo, da zmoremo. Hvala, da ste danes tukaj. Na ministrstvu verjamemo v šport, verjamemo v nenasilje, verjamemo v vrednote. Vse to smo povezali skozi projekt Mehke veščine skozi šport. Zato, da bomo lažje in bolje zaupali drug drugemu. Da bomo razumeli, zakaj se moramo spoštovati in verjeti vase. In zakaj sporočamo drug drugemu, da zmoremo. Hvala, Nik, da nas boš v tem popeljal naprej. Še od tam, kjer vemo, da zmoremo, ker zmoreš še več. Dragi športniki in športnice, dragi vsi, ki danes soustvarjate ta program, hvala, da nam sporočate, da je človeškost tista najpomembnejša vrlina, ki jo moramo znati, deliti in učiti drug drugega, še posebej mlade. In dragi mladi, hvala, da zmorete povedati in povejte na glas. Ob tem stojte trdno. Verjemite vase in verjemite tudi v svoje prijatelje. Ko sem bila jaz še osnovnošolka, je bilo najlepše, ko smo si znali povedati. Znali smo se tudi slišati. Slišali so nas tudi učitelji, učiteljice, tudi drugi, naši starši, okolje. In prav je, da mu povemo. Prav je, da mu poveste tudi danes. Zato, dragi vsi, bodimo aktivni državljani. Krepimo vrednote družbenih kompetenc in predvsem v tem uživajte. Uživajte v vsem, kar počnete in ne zanemarite tistega, kar je najbolj pomembno na vsej vaši življenjski poti. Da ohranite radovednost in da zaupate samim sebi. Hvala, da zmoremo. In hvala, Slovenija, da smo vsi danes tukaj. Najlepša hvala. Ena zanimiva zadeva, ne? Ko prideš v osnovno šolo, prvo te vprašajo za ime očeta in poveš ime očeta in se začne pol razreda smejati. Povej ime od mame. Kaj, da se boste smejali? Ker sem leta kasneje v knjižnici naletel na eno knjigo Shakespearovih sonetov, kjer je noter recimo on zelo lepo napisal, da ime ni nič kaj takega, ker vrtnica bi enako lepo dišala pod katerim koli drugim imenom. In človek enkrat to prebere, mu pade za vseh unih 7-8 let nazaj tistega, ki je to v sebi nosil in mu noben ni znal na tako enostaven način razložiti. Ne rabimo komplicirati, rešitve so skrite v takih malih, resničnih življenjskih rekih. Jaz na nek način sem imel srečo, da sem lahko vse te stvari filtriral ali prek športa, muzike, izgoreval dan za dnem in čakal svojo priložnost. Ko bo sonček, bo vsi z mano na plaži pil kokosovo mleko, ko bo nevihta pa vihar, bom sam korakal in takrat moramo stati še vedno sam sebi zadosten. Je dobro se pogledati v špegel in špegel ti vse pove. A si zadovoljen s sabo ali nisi? Kaj moraš popraviti, kaj nisi popravil, kaj boš popravil. Samo iskren je treba biti predvsem do sebe. In glede na to, da ko si enkrat iskren do sebe, si lahko tudi iskren do drugih. Zato spregovori,
Ne pusti, da se tebi ali komorkoli drugim dela krivica, zato trdno stoj, bod odločen. Deli tisto, kar te veseli in s svojim delom ne škoduj drugim. Ne rabiš biti prvi večer, če si fair play, tako da, friend, gledaj, daj to muziko na glas in pusti, da pelete naprej, počas. Na to hvala. Pozdravljeni tudi z moje strani. Nik, legenda, moj poklon zate, gospa ministrica. Hvala, ker podpirate take čudovite projekte. Otroci, naslonite se nazaj in uživite v tem besedilu. In itak, svet je lep. Živene vsi narodi. Jav. Od 7. naprej sem upisal se na faks. Eden od tovarišev je rekel, nimaš šans. Nisem imel 10, spelil sem za las. Eni študirali so hiter, jaz pa šel sem na počas. Vadu na izpitu, razlagal so mi bajke. Snov sem mogel ponoviti, pa spitu sem v majke. Da rešil bi uganke. Ni bilo bližnjice, zaljubil se v njo. Stala je sred knjižnice, duša in telo. V dvoje je lepo, kot šok v znak hoče, nemogoče, ampak bo. S časom mu prišlo, vse na svoje mesto. Prevzel sem odgovornost in izboril si mesto. Folk mi je težil, kdaj mislim to končati. Ker sem padel, ker preširam, pa sem znal se tudi pobrat. Znanje si nabrat, pol naprej ga znat dat. Gledu na širok, da postal bi zlat. Fant, razvijte talent, delite na sebi. Ostanite strpni, ne živite za moment. Čaka vas uspeh, nabirite si znanje. Faks je sam pot, da živite svoje sanje. Razvijte talent, delite na sebi. Ostanite strpni, ne živite za moment. Čaka vas uspeh, nabirite si znanje. Faks je sam pot, da živite svoje sanje. Pa nam predavajo, da smo enakopravni, imamo enake možnosti, nakladajo odstavni. Sejeni imajo veze, vi drugi imate pamet. Punce ne čakat na princa, poskrbte zase same. Služba te ne čaka, službo moraš iskat. Dosto časi, da za službo moraš sikat. Igra je umazana, stop noter, skrb spucal bomo madeže. Sam bod dober, bod moder, ven stop iz okvirja. Deli karte veseli, nikoli zaradi papirja. Začetek je težak, rezultati so pa sladki. Postam pipi, strel pa dobimo se na jahti. Vsi bi imel, sam noben pa ne bi švicu. Noben mu ni bilo dano, vsak se je za neki švicu. Bi se opravičil, če sem koga prizadel. Resnica je boleča, kar sediš, to bo žel. Razvijte talent, delite na sebi. Ostanite strpni, ne živite za moment. Čaka vas uspeh, nabirite si znanje. Faks je sam pot, da živite svoje sanje. Razvijte talent, delite na sebi. Ostanite strpni, ne živite za moment. Čaka vas uspeh, nabirite si znanje. Faks je sam pot, da živite svoje sanje. Hvala lepa, Bonifika, to je bilo vse z moje strani. Držite se, peace. Ja, zdaj, dejstvo je to, da v športu, predvsem Dakarju, sodelujem že več kot 20 let in da pride tukaj do seveda nevarnih situacij, tistih situacij, ki jih pač človek ne more pričakovati. In ko sem se sam zelo hudo poškodoval v svetovnem pokalu v Abu Dhabiju, takrat sem zlomil hrbtenico, imel notranje krvavitve, praktično lahko rečemo, bi lahko nekdo ocenil zaključek kariere. Ampak jaz sem se veselil tistega trenutka, ko sem ugotovil, da sem živ, da lahko hodim, da čutim vse svoje ude in sem samo usmerjal svojo energijo in moč v tisti čas, v tisti trenutek, ko bom spet lahko začel dirkati. Se pravi, padec je bil zelo globok, ampak v naslednjem letu sem že doživel moj rezultat športne kariere. Takrat, ko misliš, da ni izhoda, ko si pomislil samo, kako boš izvršil samomor, nasilje nad samim sabo, mi se moramo sami imeti najraje. Poglej, obrni glavo majhno stran in poišči drugo rešitev. Strahopetnost je tista, ali pa mogoče pomanjkanje poguma tista, ki pelje v take rešitve, ki so najbolj enostavne, ampak ne rešujejo ničesar. Enostavno znamo in zmoremo več in zato smo tukaj, zato smo tudi mi ostali, ki znamo pokazati drugo pot tukaj.
vaši starši, vaši učitelji, vaši sošolci z dobrimi izkušnjami, mogoče vaši stari starši. To je treba poiskati in rešitve so. Ni težav, katere se ne bi dalo rešiti. Spregovori o temah, ki te motijo in ki te mogoče peljejo v napačno smer. Lahko rečemo, trdno stoj in spregovori. Od reperja, ki smo ga slišali, do puščavskega lisjaka in ekstremnega športnika. In zdaj pride na ta oder nekdo, ki filozofira. In filozofira o športu. Mislite, da to ne gre skupaj? Pa gre. Nam bo dokazal, da gre. Kajti on pravi tako, ko je človek razigran, je najmanj izigran. Doktor Milan Hosta namreč razgibava telo in možgane. Je filozof športa. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Danes smo zbrani tu ljubitelji športa, večinoma. In rad bi pokazal, kako šport odslikava življenje. In tisto, kar nas drži športnike skupaj, nas more voditi tudi v življenju. Športna ekipa razpade, če ni vrednot, ki so lepilo te ekipe, ki jih drži skupaj. In v življenju moramo trdno vedeti, kje stojimo. V športu vemo, zato so tudi odlični športni rezultati v Sloveniji. Včasih pa v življenju se izgubimo v megli. Diskriminacija se zgodi, ko nekoga izločiš iz športne ekipe, ker se ti ni zdi, da bi lahko pripomogel k igri. Nestrpnost se zgodi, ko mogoče tistega najbolj okrogoga vedno damo v gol. Diskriminacija in nestrpnost sta oče in mati. Nasilje je pa njun otrok. In ko se zgodi nasilje, ko nekdo reče, ni fair, se postavite trdno na te vrednote in spregovorimo o tem. Ja, ni fair. In ko športna igra ni fair, mnogi odpadejo, nehajo igrati in izgubimo šport. V življenju je enako. Sam v življenju ne moreš iti ven iz življenja. Ampak si še vedno del tega. Tako da je zelo pomembno, da pogledamo, zakaj smo danes tukaj, zakaj nam gre v življenju, ker šele dober človek lahko vstopi v šport in potem je tudi šport dober. Sicer tega ni. Šport sam po sebi ni ne dober, ne slab, ampak je vedno tak, kakršni smo ljudje, ki ga igramo. To bi bilo moje sporočilo danes za vas tukaj. In še enkrat, tako kot nam zakoni postavljajo v življenju pot, tako nam pravila igre postavljajo v športu pot. Nikjer pa ne piše, da moraš biti fair. Ampak, če nisi fair v športu, postane gladiatorstvo. In če nismo fair v življenju, smo razočarani nad življenjem. Jaz vidim, da je med nami ogromno dobrih ljudi in glasnih ljudi. Je pa ena peščica tistih, ki so nasilni. Ampak če bomo ti, ki nam gre za prave vrednote, tiho, bo ona peščica zmagala. Tako da ne se bati, stopite naprej, ker v zadnji drugi čakajo. Zberite pogum, stopite naprej, postavite se, zato sem tu na tem svetu, zato igram ta šport in množica bo stopila za vami. Jaz se zahvaljujem Niku, gospodu predsedniku, gospe ministrici, da omogočajo take dogodke, da spregovorimo. Zato, ker smo varni v tem okolju, kjer lahko to spremenimo. In ko bo svet tudi varnejši, bomo lahko mirno igrali svoje igrice in uživali v tem. Iskrena hvala in spregovorite. Jaz sem v športu, ki je izrazito borben. Mi smo 4 na progi in mi se dobesedno po domače povedamo koljemo dol po smučišču, ampak na koncu dneva, tako da jaz spoštujem, ne vem, prijatelja z Francije, tako on spoštuje mene, si dama roke in smo vesela. Pač boriš se takrat, ko se moreš, čevama si pa prijatelj in ni lepšega kot imeti prijatelje. Vse razumem te, vsak se more dokazovati, to je jasno,
ampak ne nas vsi razumejo, mogoče tako ti razumeš dokazovanja, ne. Na mene je vedno naredil dosti večji vtis nekdo, ki je bil olikan, ki je bil človek, po domače povedano, ne pa tisti, ki je zganjal nekega frajerja, pa se spravljal na manjše, mlajše, jih tam nekaj fockal, ne, ker te zveze so zelo nepotrebne in povzročati neko trpljenje nekomu, ko mogoče nima takega instinkta kot ti, ni nobeno frajersko dejanje, ne. Jaz, ko sem bil mlajši, sem se zelo izogibal pač konfliktov. Delno je bilo mogoče to zaradi tega, ker me je bilo tega mogoče celo malo strah, ne. In najslabše, kar lahko narediš, je to, da molčiš in pač, ker s tem v bistvu ti spodbuješ to vse skupaj, ne. So ljudje tukaj, ki ti pomagajo in več jih je, kot si misliš. Samo ne smete biti strah, ker reče, je strah, pa če si tiho, ne, ti ne noben pomaga, ne, ker če si jaz zdaj želim zlati traktor, pa to tem nobenemu ne povem, ne, bo mi ga ne noben dal, ne, če pa komu povedal, pa še mi mogoče kdo kje zrihta, ne, tako da treba je govoriti, moraš ne samo povedati, kaj te matra, to je to, če si tiho, pol to noben ne ve, da sploh kaj matra. Sam osebno sem bil velikokrat izpostavljen fizičnemu nasilju doma v družini od očeta, kjer so vladale razmerje alkohol in pa seveda nasilništvo, fizično. Velikokrat s mojim staršem pravzaprav ni bilo lahko. Seveda nasilja nikakor ne odobravam, ampak v življenju ne rabiš veliko, da najdeš svetlo stran. Kozarec je lahko na pol poln ali pa na pol prazen. Bistvo je, kako ga vidiš. Jaz osebno vidim stvari velikokrat, večinokrat na pol polne in zaradi tega lahko odpuščam. V osnovi izhajam iz tega, ne počni tega, kar ne želiš, da drugi počnejo od tebe. In to je tisto odpuščanje oziroma zato, kar vedno najdem tisto pozitivo in mi je lažje. Imel sem srečo, da sem spoznal v boksu osebo, prvega trenerja Ivana Pučka, kateri mi je dal zelo veliko smernic v življenju. Seveda vi sami morate biti dovzetni do tega, da storite sami nekatere stvari, ne da drugi storijo namesto vas. Ko boste vi storili neko stvar, vam bo najlažje. Šport mi je pomagal, da sem lahko bolj kvalitetno živel, da sem videl življenje pravzaprav z drugačnim pogledom, pozitivnim pogledom in če v življenju hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Velikokrat ta davek, ta plača, da moraš nekaj dati, je to, da poveš nekomu, ki te razume, da si bil deležen fizičnega nasilja. Ni junak, ni heroj tisti, ko pretepa, tisti, ko se izživlja fizično, psihično. Junak je tisti, ki to upa povedati in s tem reši veliko svojih prijateljev in pa sproži verigo, da začnejo vsi govoriti o tem in da je seveda nasilje kakršnokoli nesprejemljivo. Odloči se, trdno stoj in spregovori. In zdaj tukaj v dvorani Arena Bonifika v Kopru na oder vabim vas, spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Lep pozdrav. Osebno ne verjamem, da se ljudje rodimo dobri ljudje ali pa da se rodimo slabi ljudje. Verjamem v to, da imamo kot odraščajoče osebnosti neko osebno odgovornost, da postanemo boljši, ker so v slehernem od nas tako dobre kot slabe lastnosti. Kot sem že rekel enkrat, angeli in demoni. Kar se tiče naše osebne odgovornosti, gre za to, čemu in komu damo prednost. Tistim dobrim lastnostim, ki nas delajo nas boljše in družbo boljšo, ali pa slabim lastnostim, ki nas naredijo slabe ljudi in tudi družbi ne prispevajo nič dobrega. Tukaj je danes nekdo z nami, ki pooseblja to dobroto.
Če obstoji dober človek, če obstoji nekdo, ki pooseblja to angelsko lastnost, je tukaj Nik. Nika sem prvič videl na televiziji pred 6-7 leti, takrat sem bil predsednik vlade, kmalu po prevzemu, vse je šlo narobe. Ekonomija, težki odnosi s Hrvaško, doma sem precej obupano sedel pred televizijo in gledal samo slabe novice in se spraševal, ali lahko to premagamo. In potem so zavrteli filmček o Niku, ki je ležal na mizi in je pokazal, kako lahko brez nog in brez rok se postavi sam po koncu. In takrat se spomnim, da sem jokal, ampak ni, kot sem ti rekel včeraj, nisem jokal zaradi neke usmiljenosti, ampak sem jokal zaradi ganjenosti, ne zato, ker si bil šibek, ampak zato, ker si tako zelo močan. Ne vem, kako boste danes vi sprejeli Nika, ampak sprejmite ga z odprtim srcem, jočite, kričite, navdušujte se, navdihujte se. Če je dober človek, potem je tukaj danes z nami Nik Vujčič in dovolite mu, da ga sprejmemo sem na oder z največjim možnim aplavzom. On se ga zasluži. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala vsem vam za ta prisrčen aplavz. Na tem odru in na tem ekranu smo prej slišali in videli smučarja prostega sloga z zagotovo najlepšimi brki na svetu in najbolj zdravim humorjem. Potem smo slišali boksarja z velikim srcem, ki mu pravijo tudi Mr. Sympathicus in ne za manj. Tako nas je nagovoril pravkar predsednik države in tudi seveda Bolero nam je zaplesal in ne enkrat. En aplavz za vse njih. Ampak zdaj je čas, da spoznamo njega, ki nas danes tukaj vse povezuje v skupno zgodbo z imenom Trdno stoj, spregovori. Nima nog in nima rok, takšen se je rodil. Kot otrok je zaradi svoje drugačnosti že izgubil upanje, pa ga je našel. Našel je tudi smisel, našel je tudi moč. Moč za življenje, za ljubezen, za očetovstvo, za spodbudo milijonom ljudi v več kot 54 državah sveta in že tretjič v Sloveniji. To zgodbo živi Nik Vujčič. Poglejmo film. I wasn't ready.